Lepo pozdravljeni v galeriji Družina, spoštovani gospod škof Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference, akademski slikar Andrej Jemec, akademiki, dragi umetniki, umetnice, vsi ljubitelji lepega. Zbrali smo se na odprtju razstave Udarec nedolžnosti umetnika Andreja Jemca. V vabilu smo zapisali, da bo večer z glasbo bogatil Ester European Bass Ensemble. Žal se zaradi višje sile vsi člani ansambla niso mogli udeležiti nocojšnje prireditve. Z nami sta tako na kontrabasih Jož Plampret in Nejc Krevs. Zaigrala bosta Bartokove duete za violino, prirejene za kontrabas. Prosim. In kot ena velika družina v svoj krog sprejemamo tudi naše razstavljavce. Vsakega posebej po svoje malo drugače. V veliko čas si štejemo, da je postal del naše družine akademski slikar gospod Andrej Jemec. Čestitke in komplimente za to razstavo prejemamo še pred odprtjem.
Večkrat smo dobili tudi vprašanje, kdo pa ga bo predstavil. Ja, tudi to vprašanje smo si v galeriji sami zastavljali. In v nekem trenutku sem rekla, to je povsem napačno vprašanje. Umetnik, slikar je vendar med nami, je tisti, ki lahko iskreno govori o svojem delu. Sploh, če imamo pred seboj gospoda Andreja, mislim, da ni več nobene dileme. Ob razstavi smo pripravili katalog, v katerem so poleg življenjepisa besedila avtorjev, ki smo jih povabili k sodelovanju in so se prijazno odzvali. To so akademik dr. Jožef Muhovič, 2 fragmenta o slikarstvu Andreja Jemca je zapisal. Jože Kopajnik z meditacijo ob križevem potu, novinarka Ksenija Hočevar z zapisom Brez krščanske kulture ni evropske, pesnik Brane Senegačnik s pesmijo Mistični pejsaž številka 115 ter dr. Mateja Pevec Rozman z esejem Umetnost, lepota in ljubezen. Iskrena hvala vsem za to sodelovanje tudi tukaj na tem mestu. Razstava, katalog si seveda potem vsi lahko tudi vzamete v predprostoru. Razstava v galeriji Družina pod naslovom Udarec nedolžnosti je formalno zasnovana na specifičnih prostorskih danostih samega prostora galerije, vsebinsko pa na 2 izhodiščih. Prvi del ima v pretežni meri vsebinsko osnovo v tematiki, ki jo imenuje v znamenju križa, drugi del pa obsega nekaj najnovejših del, ki so nastala v času sedanje vojne v Ukrajini. Seveda je povezava med eno in drugo tematiko v razponu, kakršnega so narekovale in jih še narekujejo različne oblike življenja v sedanjem času, še posebej, ko imamo opraviti z nasiljem. Govore o tistih oblikah nasilja, ki v imenu kolektivizma ne priznavajo posameznikovih človekovih pravic, še posebej svobode do tistih najglobljih duhovnih opredelitev, kot je na primer človekova vera. Pa sedaj vabim gospoda Andreja Jemca, da še poveva kakšno o razstavi. Kar izvolite. Hvala. Gospod Andrej, naslov razstave je Udarec nedolžnosti, to je tudi naslov ene od slik, kjer ste z modro barvo, kot radi rečete, udarili na belo platno. Torej, če bi se začel, seveda, to je predzgodovina te vojne, z ozirom na to, da sem nekoč razstavil v Tbilisiju, da sem spoznal to avtohtono kulturo, pisavo nekega naroda, pa sem se spomnil, kaj se je dogajalo v Čečeniji, pa kaj se je dogajalo potem v Gruziji, pa kaj se je zgodilo na Krimu, pa je več ali manj diplomatski svet križno gledal to in so nadaljevali to trgovanje. Ko je pa ta ples tankov v Ukrajini napovedoval nekaj grozljivega, se je nekaj zvoril. In nekaj dni zatem sem v svoj dnevnik napisal to zgodbo. Pa sem pa začel slikati. Ker to, da dejansko rečemo, da je en blok, kjer so ljudje, otroci, družine, nekdo se odloči, da bo dal povede, da bo vstopil v strelj noter, je to tako kot tista slika, ki nosi to imeno. Tako, jaz sem rekel slikarji, kako to na nek način apliciramo to malo kot ta udarc, dobesedno. In tu je najbrž ključ za razumevanje teh stvari na ta način. Seveda so tudi drugi ključi. Potem je nastal cel ciklus teh slik. Ja, vse je samo po sebi pojavljeno. Nekaj začneš, jaz kot pravim, slikarstvo, tako kot naš pogovor, ali pa nekdo nekaj zapoje, se nekaj začne, ampak tokom tega začetka se to stvari začnejo odvigati, še posebej pri pisanju, pri slikanju. V začetnih pripravah na razstavo je bilo izhodišče Križev pot,
Zdaj smo se zavedali, da bo razstava v postnem času. Vaš križev pot je še posebej zanimiv, dodali ste mu tudi 15. postajo. Zanimivo je tudi, nastavil je nekaj časa in ste ga nekje zaključili v času, ko je Evropski parlament sprejel znamenito resolucijo o totalitarizmih. Je bil to vaš odgovor na vse skupaj? Ja, kot otrok sem poznal delavnico Janeza Wolfa v Šentvidu na križev pot in potem se skozi to zanimaš za druge oblike. Moram reči, da ves času študije na likovni akademiji smo takrat, še posebej pa pozneje, imeli načrtovane ekskluzije, recimo vse zahodne gotske katedrale smo všli. In ravno tako, bi se spomnil izenkajskega oltarja ali pa takih ključnih stvari, ki so pustili velike svetove. Kar zadeva ta moj križev pot, sem se pa spomnil na Matisovo kapelo, sem gledal, s kolega Marjanom Tržajem, sem mu posvetil to sliko, sva gledala in v bistvu neko genialno misel Andrija Matisa, da je delobarvna okna, da je na steni keramiko črno-belo in potem, ko je sonce potrovalo počasi, so te žarki obarvali ta križev pot in se mi je zdelo to tako kot življenje, kot tok življenja, če si opazoval to, so se kar naenkrat te figure obarvale, zvečer je to zamrlo, drugam spet, če bi sončno tako. Genialna misel. Po drugi strani sem, kar zadeva ta križev pota, se seveda naslovil na mojstra Sebeja, katerega dela sem videl v Ajdovščini in potem je dr. Ferdošek bil napisal zelo lepo knjigo o teh stvareh. Toliko to ne bom povedal. Zgodb je zravi za tem zaslikan zmeraj več, kot se je včasih vidi. Vi ste pa se kljub temu, kar ste zdaj povedali, odločili za nek drug kolorit pri tem križevem potu, dokaj skromen barvno tako. Asketski. Zelo, zaradi tega, ker se mi zdi, da se že, oziroma na moj načrt, da bi bila to ena slika za tem tekstom, ki je na koncu. Ker sem pa na ta tekst reagiral. Križev pot kot ena od motilik, poleg kot nam je bilo Kaperovo napisano v jaslic najbrž, najbolj obsežna tema, ki je bila obravnavana v likovni umetnosti. Recimo, sem se spomnil, kako je lepo, ko sem prišel sveče in gledaš v tej cerkvici križev pot, ki ima slovenske podnapise. V času, ki je recimo Vlado Kajter, ki je bil to kar lepo presenečenje. Lahko rečemo, da so vaše slike odziv, komentar na dogajanje v svetu. Ja, jaz pravzaprav bi zelo težko o tem rekel, zaradi tega, ker na vse stvari človek reagira. Tukaj sta dve temi, sem se odločil za dve temi, izbral tisto, kar je bilo. Nekaj del sem se celo sposobil, recimo sprava, tisti na Koroškem, dr. Janez Kuk, lastniki na sem jo zadnjič pripeljal, da smo ga razstavili tukaj. Vendarle pa kljub tematiki križem je pa vendarle neko, veje iz vsega skupaj pa en optimizem, en pogled v presežno. Ja, jaz mislim, da življenje je tako, da ni črno-belo, ni
praznik je delovni dan, ampak kljub temu na koncu dneva je lahko tudi čas za optimizem in mora biti ta optimizem. Jaz si ne predstavljam življenja naprej brez zdaj sem pa na tistem, kar mi je pokojni kolega, prijatelj Tonko Malojevič izpostavil pred leti, ko so mi oni organizirajo eno največjih mojih razstav v Splitu, v okviru Hrvaške akademije za splitski festival in je izhajal iz ene moje slike večna dvojnost. Ta večna dvojnost pa pomeni tudi pesimizem, optimizem ali pa življenje smrt ali pa vse dvojnosti, in ko smo o tem razpravljali, imam nekaj esejev njegovih, on je rekel, da tudi jaz pišem, to korespondenco in ja, to je bilo lepo zanimivo obdobje in na tem mestu bi lahko rekel, ko sem spraševal, kako je to, da sem se odločil, da monografijo mi piše Tonko Malojevič. Z njim sem delal razstave že sredi 80. Hvala lepa. Gospod Jemec, zdaj pa, če se strinjate, bi prebrala ta zapis vaš današnji ali bi ga vi pokomentirali? Ne, kar prosim. Ja. Ja, tako. Ob postavitvi in odprtju te razstave se mi porajajo mnoge zelo različne misli, kaj bi lahko rekel o tem dogodku. Eno so spomini na takšne številne dogodke v mojem življenju, drugo pa stvari, ki zadevajo samo to razstavo. Vprašanje, zakaj je sploh prišlo do nje, pa ima z moje strani veliko odgovorov. Ker vsako dejanje govori samo za sebe in ponuja številne, najrazličnejše razlage, se tokrat omejujem samo na vsebinski koncept te postavitve in izbora posameznih del. Kajti prav vsaka slika ima svoje formalno in vsebinsko ozadje. Čas, v katerem živimo, me močno spominja na mojo mladost, kot da sem nekaj podobnega že nekoč doživljal in izkusil. Seveda sem kot slikar najprej pred vprašanjem, kako vse te omejene podrobnosti izpričati v jeziku barve in oblike. Kaj ti jezik ali bolje jeziki, s katerimi razpolagamo, da bi izrazili zadnje resnice o tem, kar se dogaja tukaj in sedaj, je tisto najmočnejše sredstvo, s katerim se medsebojno sporazumevamo. Vemo in poznamo moč triade umetnostnih jezikov, kot so besedni, glasbeni in likovni, s katerimi človeštvo ume izraziti v vseh časih svoje zgodovine poslednje skrivnosti človeške duše. Seveda je prvi materni jezik, zato pomeni zame osamosvojitev Slovenije kot države največji in najpomembnejši dogodek v mojem življenju. Smo narod in država s svojim avtohtonim jezikom, iz tega pa izvirajo vse človekove pravice in dolžnosti, ki v 21. stoletju pripadajo suverenemu narodu in suvereni državi v skupnosti narodov. In to prav na vseh področjih človekovega dela in življenja. A se prepogosto dogaja, da različne oblike nasilja rušijo ravnotežje med dobrim in zlim, da se tehtnica pravičnosti demokracije danes preveč nagiba na stran nasilja in avtoritarnosti. Žal se to spet dogaja v sedanjem času. Naj bodo te besede le kratek uvod k slikam, ki sem jih razstavil in govore o teh vsebinah. Hvala lepa. Bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali, da je prišlo do te razstave. In sem počaščen in se veselim, če bo nekomu to nekaj pomenilo. Hvala.
Sedaj pa vabim novomeškega škofa, dr. Andreja Sajeta, da odpre razstavo, prosim. Spoštovani gospod Andrej Jemec, akademski slikar, gospod Tone Rode, direktor družine, spoštovani visoki gostje, dragi prijatelji. Ljudje obiskujemo razstave in si ogledujemo umetniška dela, muzeje in cerkve. To delamo ne zgolj zaradi kulturne obogatitve, ampak v upanju, da bi našli stik z lepoto in tudi s presežnim. Srečanje z umetniškimi deli je zavajajočega trenutek milosti in priložnost, da preko umetnosti in lepote okrepimo odnos do Boga. Kljub naglici današnjega življenja nam Gospod preko umetniških del ponuja novih priložnosti, da se ga spomnimo, ga sprememo v svoja življenja. Ob umetniških delih začutimo veselje in zadovoljstvo, nas obogatijo, nas napotijo k razmisleku. Niso zgolj kos papirja ali druge materije, temveč izraz nečesa notranjega, presežnega, kar je z besedami velikokrat zelo težko izraziti. Nagovorijo nas in obogatijo srce, nas povezujejo, krepijo odnose med nami samimi in s Bogom. Umetniška dela vabijo, da človek zazna potrebo po preseganju tega, kar vidi z očmi. So odprta vrata proti neskončnemu, proti lepoti in večni resnici, ki je več od tega, kar zaznavamo v vsakdanjosti. Umetniška dela slikarja Andreja Jemca z naslovom Udarec nedolžnosti prihaja tik pred velikonočnimi prazniki. Sam je tudi spregovoril o njeni vsebini, tudi v trpljenju, vojni, v vseh teh stiskah, ki jih ljudje doživljamo ob tem, kar vidimo in slišimo in doživljamo. Njegova abstraktna izraznost nas odpira v kontemplaciji večne umetnosti, ki je izraz vere. Njegova likovna dela nam lahko pomagajo ponovno odkriti, kaj je v življenju pomembno. Ob njih se bomo ustavili in premišljevali. V teh dneh še posebej ob podobi križa. Premišljevali bomo skrivnosti Gospodovega, pa tudi našega trpljenja. Njegova dela nas bodo nagovorila, vsakega na svoj način, glede na našo prehojno pot, glede na odnose in z ozirom na to, kar doživljamo v vsakdanjem življenju. Krščanska umetnost nas vodi v našo notranjost, dviga nas nad to, kar je človeškega. Usmerja nas nazaj k ljubezni, ki nas je ustvarila, k usmirjenju, ki nas rešuje, k upanju, ki nas pričakuje, je poudaril papež Frančišek. Gospodu Andreju Jemcu, avtorju današnje razstave, ki jo sedaj odpiram, se zahvaljujem za njegovo pripravljenost ponuditi svoje dela širši publiki tukaj v galeriji Družina. Hvala sodelavcem te galeriji, Muslimanici, gospodu direktorju in vsem ostalim za organizacijo razstave, vsem sodelujočim na današnjem dogodku, tudi seveda glasbenikom, ki so pospremili ta svečan dogodek. Vsem želim lepo pripravo na praznik Gospodovega vstajenja in vesele velikonočne praznike. Hvala lepa. S tem je, kot je povedal gospod Škof, razstava odprta. Želim nam vsem, da nam bodo slike v en dober razmislek o našem odnosu do življenja in naših osebnih odgovornostih. Tako da veliko užitka in razmisleka ob slikah, potem pa vabljeni tudi v preverjeno prijateljsko druženje. Hvala.